Živjo, moje ime je Neja Zupan in danes sem se odločila, da z vami podelim nekaj ključev, ki vam omogočajo, da v vašem življenju ustvarjate bisere. Bisere namreč lahko ustvarjate samo iz bolečin, iz trpljenja, iz tistega, kar ne marate. Tako kot v školjki bisernici nastajajo biseri samo iz tega, kar školjko boli, in vse ovije v čudovito biserovino, ki jo potem občudujemo. Gledam situacijo v Sloveniji, gledam situacijo po svetu. Vsepovsod je kriza, so vremenske neprilike, so težave med ljudmi, slabi odnosi, ljudje brez službe. To so same odlične priložnosti, da lahko poiščemo, kaj je resnično v nas, tisto, kar lahko zasije. In če vam povem mojo osebno zgodbo, ta ni preveč sijoča. Namreč obdarjena sem bila z ogromno boleznimi, obdarjena sem bila z slabimi odnosi, obdarjena sem bila z neprecenljivimi kritikami, ki so mi omogočile, da sem danes tam, kjer sem. Ker sem vedno pogledala dve plati, ker vsaka stvar, ki se vam zgodi v življenju, ima dve plati, in sicer dobro in slabo. Odvisno je, katero vi izberete, in to je že eden izmed ključev, kako ustvarjati bisere v vašem življenju. Ko pogledate stvar iz pozitivne perspektive in začnete to spreminjati in oblikovati, se izdela čudovit biser. Zato potrebujete vsaj dve veščini, in sicer obvladovanje svojega lastnega uma, obvladovanje svojih misli, obvladovanje svojih čustev, ker čustva so posledica naših misli, naših odzivov na naše misli. Zelo sem se začudila, ko sem ugotovila, da tisto, kar čutimo, čustva v smislu čustev, je zgolj fizični odziv, hormonski odziv vsega na moje misli. Torej imam jaz sama možnost, da vplivam na svoje misli in s tem posledično tudi na svoja čustva in čutenje teh čustev po celem telesu. In drugi ključ, ki mi je zelo, zelo pomagal pri osvoboditvi, je to, da sem se naučila obvladovati energije. Namreč naše misli so tako zelo fina snov, da jo težko obvladujemo samo s fizično materijo. Zato je pomembno, da obvladujemo energije, da lahko obvladujemo svoje misli. In ko enkrat obvladujete energije, začnete obvladovati celo svoje življenje. Prav to želim vsakemu izmed vas.